The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek. Danes z mano spet Petra, mava pohanenih tem za obdelati. Jaz sem si zapisal par novosti, ki bojo letos vam prišle, potem je dirka po Kataluniji, kaj se dogaja, Gent-Wevelgem, E3, Velorunda, Petra je bila zdajle na vikend pripravah z Human Performance Centrom pa Lovšetom, tako da bo tudi o tem. Jaz bi se pa najprej rad vsem vam zahvalil, ker ste kupili kakšno čelado, očala in vse ostale stvari, seveda tudi kolesa, pa zdajle je kar nekaj zanimanja, tako da hvala vsem, ki podpirate. Ja, ne vem, kako naj vam še drugače povem, ampak ja, res sem hvaležen vsem. Tako da tisti, ki hočete Hmersadu pripeljati kolo, zdajle ima čisto zaseden, se pravi, računite, da je približno 10 dni do 14 dni začakati za generalen servis. Tako da to je to, če vas karkoli zanima, smo na Ziherlovi 10 v Ljubljani, pridite mem, pa parkirate lahko za rampo, ne rabite kle po pločnikih parkirati, lahko prej sam pokličete, pa vas pustimo noter in to je to. Evo, je tudi številka napisana na rampi. No, evo, je številka od Velobara na rampi, tako da tja pokličite, bum, in pridete noter. Čakaj, grem jaz najprej čez novosti čez, ko sem si jih par zapisal, pol greva pa kako ste se imeli, pol greva pa čez dirke še čez, za konc bo pa še vse povabila lepo na Velorunde, ki se jutri začnejo. Ja, pa gledajte do konca, ko vam že zanžeta izziv. No, sej, ta izziv bo že zabava. Me je že strah. Skratka, novosti, ki sem si jih je zapisal, pa ki bojo po moje vam tudi ful zanimive, so, da se pričakuje nov Dura Ace, po vsej verjetnosti za Tour de France, oziroma v tem času enkrat bi vam prišel. Spet bo treba novo kupovati. Bo pa 13 sreden, pa govori se, da bi bil že wireless. To sva že enkrat omenila. Tako da to je nekaj, se pravi nekje v začetku poletja. Potem se pričakuje nov rival pa Force, tako kot je lansko leto prišel Red ven, se letos pričakuje, da bo ta rival pa Force isto nekje v začetku poletja, pol SRAM ne bi dal ven nove obroče, to bo po moje bolj začetek jeseni. A SRAM ima obroče? Ja, Zip. A ja, to je v bistvu Zip. Ja, SRAM, RockShox, Zip, to je vse en, isti šmoren. Dobro. Pol pa še Specialized, se je že videl neke nove obroče, ki se jih testirali se jih je na eni izmed tekem, so jih opazili, tako da tudi pri Specialized se pričakuje, da bojo novi obroči, se pravi za naslednjo sezono, kar pomeni letošnji Tour de France. Ja, tam se bo vse predstavili. Ja, mogli videti. Poleg tega, da tisti, ki ste na tekočem, lahko omenila še, da je nov Colnago, se tudi pričakuje VPTRS, Pogačarja smo že videli v nekih kamuflažnih barvah, ja. Na neki, ne vem, za dobrodelne namene v Monaku. Nek dogodek, ja. Tako da... Tak zanimiv. Ja. Eni, ki smo že videli par slikc, lahko rečem, da so bolj ostre linije. Nažalost, meni osebno barve so še vedno take, ki bi pričakoval od Italijanov, da bo malo bolj, ne vem, luksuzno, pa ne vem, tako da nekaj življenja da od sebe, pa meni osebno barve, saj to, kar sem videl, mi niso nič kaj preveč všeč, ampak verjamem, da dosti vam bo pa ful všeč, tako da ne poslušati mene, kar se tiče estetske, ker se zdaj vozim z poflekanim, belo-modrim, zlatimi napisi, tako da... Ja, meni je vedno všeč enostavno pa preprosto, tako da če je črn bel pa belo črn pa čist dost. Ja, mislim, zelo podobne barve, saj ta glavna od UAE-a. Dobro, to je pač UAE barva, no to je drugo, ampak še vedno lahko kupiš kakšno drugo barvo. A si še kaj zasledila, kar se tiče novosti? Ne. Ok, se pravi, ta Colnago se tudi pričakuje, da bo vsaj za Tour de France, da ga bojo skoraj ziher že vozili. Kaj več pa niti ne vem. Noč, zdaj pa povej, ko je bilo na pripravah, videl sem, da vas je pral praktično 2 dni, zadnji dan, ko ste šli dam, ste imeli pa lepo. Ja, v bistvu
prav prali nas je res en dan, ne, da je bilo res, da nas je prali, to je bila ta sobota in to celo na to famozno učko smo šli. Štart je bil v redu, vreme je bil v redu, temperatura vse ok, do vzpona iz Ičičev, tam nas je pa zelo hitro začel dež tako da proti koncu je že kar fajn scal. Gor v koči smo se majčkeno lahko posušili, jaz sem sicer to malo pričakvala, da bo, ne, sej vremenska napoved ni bila glih najboljša, ampak fantje so kar vztrajni, pa tudi še ena punca je bila zraven, tako da nisem bila čisto sama. Leteli od začetka do konca, no, tako da v bistvu je bila meni to kar ena priprava na dirko, če čisto gledam, že po vseh tudi potem statistikah je bilo že to kar meni na meji dirke, ampak v redu, tudi to mora biti. Bili smo razdeljeni itak v skupine, tako da so bile tudi kle skupine jakostne, kot počasnejša pa hitrejša so definirali, ampak ta hitrejša je bila res zelo hitra, tako da tista počasnejša je bila taka primerna recimo vsem kolesarjem, ki se vozijo že na specialke, a ne da bi se glih začeli voziti. Bili smo zelo mešana skupina moških, žensk, tako, če gledam celotno vso družbo. Vse so krasen fantje, teli z Human Performance-a, jaz sam jim kapo dol, poznam jih že nekaj časa zdaj, ampak tukaj sem jih lahko osebno spoznala, ker smo bili dejansko 24 ur skupaj in v bistvu od večine fantov, ki so zelo mladi, danes v bistvu tega ne pričakuješ, tazga ne obnašanja, ne te odnosa, to je res, to je nivo, visok nivo, vejo fantje, v bistvu ves čas te spremljajo, sprašujejo, če si v redu, kako se počutiš, jutranja telovadbo smo imeli, primerno jutru, ne zdaj, da smo tam skakali, pa ne, to je bilo v bistvu raztezanje, ves čas neka spodbuda, da zdržiš, tudi potem na kolesu, ko smo šli, moram reči, da tudi Matej, Matej Lovšeta že tako vem, da je krasen. Ampak vedno se mi na vsakih teh večdnevnih kolesarjenih še bolj spomnim, koliko je krasen, ker res pokaže ta občutek do vseh kolesarjev, do rekreativcev vseh nivojev in se prilagodili res vsakmu. Jaz sploh ne moram nekaj govoriti, ker jaz sem tokrat vdušena na temi fanti ven, kar na jok mi gre, no. Ne, res, moram reči, da so bili fantastični. Ja. Eni so skoraj meni že kasinovi z vidika starosti, zato pravim, da kako lahko eni fantje pri taki starosti taka inteligenca in čustvena in tako. Simon je itak krasen organizator in vse drži roko nad vsem, tako da tudi nimam kaj reči. Ja. Samo kolesarjanje pa ja, kdor si želi res izkusiti priprave, že skoraj malo na profesionalnem nivoju bi lahko rekli, kako izgleda neka priprava. Ne tisto, ki smo mi prej hodili, pa ali smo na Juriš se vozili 4 dni ali pa ga 4 dni jedli pa pil, ne, če povem po domač. Kleje vsega, pije se ne, no, pa je tudi primerno temu, kar moramo jesti. Bila so predavanja, en večer izobraževanje o prehrani, drug večer izobraževanje vaje za moč, za kolesarje. Fantastična stvar, po veliko stvari teh nisem vedela. In res izkusiš lahko, no? In pridobiš ogromen se ti pozna. Pa povej ena stvar, ki si se naučila, rečemo, ki do zdaj nisi vedela, pa da ti je tako ostala v spominu za naprej. Najbolj nisem vedela, da lahko ketno skriviš. To je malo šala, ampak res delali smo na intervale z malo takimi bolj skoki in ko je bil prvi skok, ko sem prešaltala, sama enkrat in sem rekla, ok, noge sem dala dol s kolesa, obrnila sem se pelala nazaj, Mirsad je bil dol na začetku tega klanca, tako je vedel, da nekaj ni v redu, jaz se nisem upala ne pogledati, ne probati, ne nič, ker sem bila zihar, da sem itak strgala ketno. Ampak v glavnem jo nisem, ketno je od spodi nekam potegnila gor in jo obrnila, tako da je bila skrivljena. In dobro smo bili v bližini enih hiš, kjer so glih neki delali, so bili delavci, tako da so bile tam Mirsad šel, si sposodil klešče, tako da je ketno nazaj poravnal na kolesu, tako da sem jaz do konca naredila ta trening, ketno je imel rezervno sabo, tako da jaz imam še osebnega pač sabo serviserja.
Tega jaz nisem vedel, ampak temu se lahko reče tipičen primer, kako lahko tudi, če nimaš veliko moči, pa nimaš občutka na kolesu, narediš pizderijo, po domač povedan. Če bi bil to en z veliko moči, bi jo verjetno strgal. Strgal, ja. Ker tudi meni se je rekel, da čuden, da se ni strgala. No. Ja. No, Drugače pa, kar sem se pa res naučila, ena od stvari, da pa zaresno povem, je pa to vaje za moč, koliko so pomembne za enega kolesarja, ki se hoče iti mal višji nivo, oziroma druga stvar, vaje za moč tudi za nekolesarje so pomembne, ker enostavno z leti toliko izgubljamo mišično maso, da je fajn delati 40 plus. Tako 40 in še potem, že 30 so v bistvu fantje omenjala, ne, začne že po 30 letu upadati in jasno z leti vedno bolj in da s tem v bistvu pridobimo ogromen, vse to. Jaz sem to predelno vedela, jasno, ampak tukaj je bilo to tako poudarjen, koliko je to v starosti potem pomemben, da imamo zdaj dovolj mišične mase, ki nam bo v starosti prišla veliko prav in jo je treba ves čas vzdrževati. Ok, the best. Še kaj posebenega? Poseben je bil vsak dan po svoje, tako da to je res za sprobati. Tako da naslednje let, fantje, upam, da boste imeli placa za 120 ljudi, ki jih bo še ful več prišlo. Glede na se mi tako vsak let raste, koliko se je bilo, 30 zdaj? 30 se je bilo, ja. Lani pa mislim, da bo se bilo po 20. Mene ni bilo lani, jaz sem letos prvič. Ja, Uroš je bil, ne? Ja, Uroš je bil, ja. Ja. Ok, greva kar dirka po Kataluniji. Pa ne bova začela z Rogličem, ker to bo pol na konc. Ampak kaj si opazila še kaj tako posebenega? V bistvu zdaj te dni jo prav spremljala, toliko zelo veliko nisem bil iz highlightsi, pa včeraj sploh ponovitev tega zadnjega dela tudi, ne. Jasno, spremljali smo vse ostalo, ampak zdaj v bistvu same dirke nekaj posebno zelo nisem mogla opaziti, kaj bi bilo na sami dirki posebenega. Lahko pa edino tako, kaj nasplošno, ena stvar je to, da se je pač preferiral Katalonca, da bi zmagal na vsak način dirko, pa jim pač ni ratal. To je ena stvar, ki se je zelo dobro videla čez vse etape. Ja, ker Ayuso je Katalonci in jasno, že pač tista odpoved ene trase, pa potem brez zaključka. Ja vem, pa se da drugače narediti, ne držiš nekaj ravninskega, pa nekaj tazga. Pet ten klanc, zakaj pa vzpona niso naredili? Sej nisem tam veter. To moraš zbrati eno cesto, ki so jo lahko zaprla, ne? Ti ne moreš to v zadnji trenutek kar nekam tja potegniti. No, Ok, v redu, ženske. No, naprej. Ne ženske, to je moje mnenje, pa tudi nekako, to se tudi lahko zasledi, če malo prebereš kakšne komentarje. Ja, se to pišejo podobni polkaciti. Ampak jaz sem to takoj rekla, kaj je bilo. Če bi bil Roglič že imel 3 minute prednosti, vprašanje, kako bi bilo. No? Ampak se so povedali, gor še stati niso mogli. Vse, kar je bilo višjih teh imaš kakšen drug klanc. Se so celo etapo predstavili čisto na drugo lokacijo. Ja, sam je problem zbrati, najdeti cesto, ki se jo lahko zapre. Ne? Ti si pol mogel last minute najdeti, ti ne moreš pol speljati nekam, kjer je dosti prometa, ker pač ti ne pustijo zapreti. Pridejo pa tam le v Sloveniji, koliko je klancov. Okay, no, v glavnem, mene se pač enostavno, vse ta dirka je vedno tako, no, in tudi so kar že malo bogi, ki nimajo zmagovalca že dolg časa in enostavno Slovenci pobiramo zmage. Potem pa ena od stvari, ki sem jo včeraj zelo opazila, pa ne vem, če se je tudi vi opažala na prejšnjih etapah, kako dejansko UAE postane izgubljen na etapah, dirkah, kjer ni Pogačarja. To je sicer, so že tudi bila izjava, že celo tudi njihovih, mislim, da je celo to je izjavo Domen Novak, če ne celo, da kako je, kadar Pogačarja ni na dirki, da se nikoli ne ve točno kdo, kaj, zakaj, in to se je tudi zdaj mogoče pokazalo, oziroma pač niso bili enostavno dovolj močni, da bi lahko v bistvu vse skupaj speljali. Pa Ayuso pač tudi ni zdržal tega. Po moje, to je že mer se tisto zjutraj rekel, ampak to, kar si na koncu rekla, mislim, da bolj drži. Da ni to, da so zgubljeni, ampak sam pač fora je, da Pogačar bi skočil in noben ga ne bi mogel več držati in logično, vsi drugi so dali vse od sebe in lahko pač so zadnji v skupini. Ne. Tako je, pa je, pač, če Pogačar ne bi mogel kdaj, ne, tako kot zdaj je Ayuso,
bi isto izgledalo vse zgubljeno. Ja. Tako da tam je pač sam sreča, da No, je Pogačar pač tako močen. Tako da tle jaz ne mislim, da UAE je zgubljen, ker na začetku sezone, če gledaš že Narvaez Ja, samo to je spet tako, kot smo rekli, da ali so tako dobri, ali pa ostali še niso tako dobri in pač zdaj se kaže, da v bistvu ostali pridobivajo na formi, a ne, in ni več UAE toliko v vsemu, a ne. Ne, Zdaj bo nekdo se sigurno oglasil, jaz se je Juso zmagal Tereno Adriatiko, ne? Ampak če smo tam bodimo realni, se neke nore konkurence niti ni bilo. Gana mu je bil za konkurenco, ki mu pa v zadnjem klanc ni mogel biti. Ne? Ja, ne, to, kar govoriva zdaj že 2 let praktičen, da so 4 top kolesarji in tja, ko oni pridejo, se ne pričakuje, da bo kdorkoli drug še njim konkurenčen. Se pravi, klej je bil edino Roglič, Ja. Če bi bil Vingegaard, bi bila Roglič pa Vingegaard spredi, če bi bil Pogačar, bi najbrž, glede na formo, ki jo ima letos, bi najbrž vse odpihnil. Noben ne bi več sledil. Ni imel vse veliko možnosti, ampak včerajšnja pač, pa mogoče še tista vmesna, ki je bila, no, ampak... Ne, mislim, škoda, ker je res Gorska odpadla, ja, ampak mislim, jaz tako, kar sem si zapisal, je to, ko so prejšnji teden, ko so rekla, kaj bo Kusa, ne, kaj se v njemu zgodilo in ga ni bilo nikjer. Enkrat je sicer neki skočil, sam so ga zelo hiter parjeli in to je bilo to, kar se je njega videl. No, tudi meni je bil velik razočaran, recimo Bernala, ne. Se tudi je dober odpel. Mislim, na koncu je bil kjer 4, ne? Ne vem, če bi 4. Minuto pa pol je imel zaostanka. Ja, sej. Mislim, da ni bil okoli 10. Aha. Mislim, glede na to, da se vrača, pa da je bil poškodovan še en mesec nazaj, da je imel ključenco. Jaz sem mislila, da bo malo več, no, mislim, da tudi tako, če zdaj sicer nisi tega nikjer komentirala, ampak včeraj, ko sem to gledala ponovitev tega, pol še malo nazaj, tudi je tam, kjer je Roglič skočil, a ne, tik pred tistim vrhom, kjer se je prelomil vse dol, je v bistvu mečkan Bernal zafrknil Jusota, ne, odzadi, ker je tik pred vrhom odstopil in je v bistvu naredil eno ogromno elastiko in on je res se vse poklop, da Bernal odstop, Roglič skoč čez in v bistvu je bila taka elastika ratala, da ni več mogel nobeden parjetne. To je, vsi, ki kolesarimo, vemo, da če bi Ayuso tam bil dosti močen, bi vsaj probal, ampak pa se je videl, da ni. Če pa nisi, pa ne moreš. Se jasno ne moreš, ne? Če bi pa se naprej pelal, ampak hočem povedati, meni je pa Bernal, sem mislila, da bo mogoče bolj zraven ves čas. No. Ja, mislim, sej mogoče sem tudi jaz pričakoval še kaj več. Kamas je pokazal, da ima pač še neki moči, tudi Van Etvelt je bil dokaj ok, sem to tako. Še vedno so to vsi kolesarji, ki proti velikim 4 pač jih še letos noben ne pričakuje. Ja, meni je masa tudi vedno škoda, vsakič, on je tudi vedno neki drugi, tretji, vse živo, sam zmagati, pa ni šans. In je tudi že kar mal, že tak mi je že, ne vem, no, jaz bi že kar mal volo zgubila. Tako, no. Jaz sem si od teh sem si zapisal še Matthew Brennana, ker je imel 2 nora šprinta, pol so ga dal pa, ne vem, en ta Visma Lisa ali Visma Lis ali karkoli. Pol so ga dal pa za zadnje 2 etape ven, zaradi tega, da se ne bo preveč zaradi napora. Ja. In mi je bilo tako malo čuden, ker predzadnja etapa je imela 70 km, ta zadnja pa tudi je imela, mislim, da okrog 100. Pa si mogoče sploh niso vedeli, verjetno preden je bil ta zadnja. Verjetno so ga dali ven preden je, a so bili pa kaj bolani, ne, ker jaz ne vem, kaj je bilo, vse Vizma so sam 4 končali, zdaj tam jih je kar neki odstopili, ne, Krojsvik pa, ne vem, a so bili kaj bolani mogoče. Jaz sam upam za njih, da bo to, ko bo šla še Flandrijo, pol na konc še mal, upam, da bo Van Aert kaj na Flandriji naredil, ker če še to ne bo, pol tako. Zelo od mene ne rab nič narediti. Pa jaz bi pa rad videl tako, da je malo več, da se malo več dogaja. Pa se lahko kdo drug. Ja. Meni pa glih Van Aert en antipatičen človek. Greja kar na roglo. Skratka, jaz sem bil včeraj, tako pridem domov zjutraj ali popoldan in glih začnem gledati derko in tako že komentatorji začnejo, da prvi šprint je bil, pa je sekundo bil pred njemu in pol drug šprint. Ja. Jaz sem bil čist besen, tako sekundo, tako fucking shit. Kako ga je lahko v šprintu ta pajac? No,
pajac. Pa naslednjo spet Ja. je on njega, ja. In pa, ki je Rogla, se pravi, ki se je odcepil, ne, pa ki je šel ta, jaz sem spet tako podoživljal uno, kada je to spet ta Roglič, ki smo ga vajeni, in sem bil prav vesel, da je imel toliko moči, da je zdržal, ka on je koliko, 30 km, 20? No, Glih 20. je šel solo, s tem, da zadnji, vsi, ki ste gledali, pa niste sam highlightsov gledati, to so bili pač kolesari, določeni so šli čez svoj tilt. To je tako, kaj je šel Yates spredi, Ja, pa Yates, pol še ta drug Yates spredi, kaj šel, ne vem, kjer je pa UAE, ta Yates, kaj ta bil spredi Adam. une 2 kilometra, pač on je pregriznil skoraj balanco tam spredi, pa ni dobil unmu cajtu, mislim, Nič. da je dobil sekundo Ja. proti Rogliču in sem rekel, svaka čas, da to zdrži. Sej skozi je malo zgubo, ne, ker so oni skoraj da ne šprintali v Ja, klancu, sam je on bil, je šel klej pa bil ta svoj ritem. spust, tako pa je bil spust, pa je bil klanc, pa spust, pa klanc, Ja. in pa se je v bistvu tam ta čas tudi malo elastika se pridobival, skozi, ne, ja. Ampak jaz sem sam rekel, svaka čast. To je, zdajle, glede na vse, ki grejo na Giro, mislim, da je kar spet ta prvi favorit je Rogla. Če bo Ja, tako seveda, vozil, škoda je res, kot je on sam rekel, a ne, da ni bilo klanca, da on rad v Ja. klancu dela razlike in tudi tam vsi vemo, tam se potem res tudi velike razlike lahko delajo. A ne. In jaz tudi, ko mi čakam tale Giro in sem tudi včeraj sem rekel, da glede na to, da so bili zdaj te Giro vsi kle, pa da saj zaenkrat niso še pokazali, da bi mu lahko zraven bili. Ja. Jaz tudi mislim, tudi če bi bila ta en dan prej še ta gorska etapa, tam bi bila veliko večja razlika no, na koncu med njemu pa med Ajusom. tako zgleda zdaj. Ja. Ja, pa se je Ajuso v bistvu je dober kolesar, vse je krasen, samo on, vsi vemo, da ne zdrži teh napadov, da zdrži en napad, več pa ne. A ne. In zdaj, če imaš ti en dobro taktiko, kjer zelo hitro se ga da zdelati. No. Zdaj je to problem fizičen ali bolj glava, to jaz ne vem. Sam tista etapa, ki so šli gor na klanc, ki mu je pač dejansko Roglič pustil, ker vse je tako izgledalo, no, kakor da se mu je malo umikal. Pustil mu ni, ampak Ne, jaz mislim, da pri takrat tudi Rogliču ni po neki problem- majici posegal, no, da je imel kar prekalkuliran no, tudi to majico in vse Ne, skupaj. ne. Ne vem, no, malo je tako izgledalo, Roglič kakor je sam zajebil, ker v šprintih je navajen v klanc gor, da mu ben pač bliz ne pride in se ni pravilno postavil. A meni je tako v zdelo, da ovinke. ga je kar malo tam spustil, pet Jaz se malo naprej, pa izgleda, več tako, malo ker se s ni tabo. pravilno postavil. Če bi mu zaprl linijo, Bi, že v ja. osnovi ne bi Ampak tam je v mogel glavnem priti. Ajuso padel totalno dol, ne, z kolesa direkt. Glih to smo se tudi pogovarjali, recimo polkle s fanti, da dejansko v večdnevnih dirkah, ko ti dirkaš, ne moreš biti v tak klanc, ki je bil to, ker ni bil tisti klanc 20%, a ne, ker smo navajeni, da res dol padajo ali jih pa pelajo že, ne, ker ne morejo. Ja. Je rekel, da to ni v redu, a ne, če ti tako dol padeš, se pravi, da si šel toliko do konca, se pravi, da si šel čez toliko sebe, da vprašanje, kaj boš naslednji dan lahko naredil. a ne. Ja, ne, sej, je pa treba še povedati, da je Juso imel kar pester program do te dirke in po moje je res že orang zmučen. Ja, vem, sam gre tudi na Giro, ne? Ja, gre na Giro, sam se pravim, po moje je bila to od njegova zadnja dirka in jaz sem poslušal še en podcast, glih danes zjutraj in so zelo dobro povedali, da je mogoče še zelo dober za Jusota, da ni zmagal, kot za njega, ker se zna zgoditi, da se bo tako boljš pripravil, pa bolj spočil, kot če bi orang zmatran dubu še to dirko, tako da jaz mislim, da bo tudi Ajuso bo kar trd orah na Giru in da ni tako simpel, kot je kle zgledano. Misliš tudi, da mu lahko na strmih klancih konkurira? Mislim, jaz za Jusota meni ni všeč kot kolesar. No, že pa bo tako so mi gre všeč, ampak netra. misliš, da mu lahko sploh konkurira na en strm klanc? Jaz mislim, da so še drugi, ki so Jaz mu upam, bližji da ne. lahko. Ja. Jaz mislim, da so še kle drugi Mislim, kolesarji. na ki lahko- 3-tedenski ni nikoli dokazal, da je lahko pač tako dober in se je pa doskrat že na konc vrnil. a Ne? Tako da ne vem, jaz upam, da ne. No, saj mislim, da ne bo tukaj ampak sama bo pa Ajuso spočit, pa mislim, da konkurent, bo kar zanimiv. No. Da ga ni tako hiter za odpisati, razen če bo takoj na začetku, ka pri njemu mislim, da je tako, ka pri Evenepoelu, da je doska tudi tako, kaj je v glavi. Če mu kaj ne gre, pa da mu pol ne rata zmagati, ne, da ga to ne dvigne, ga pol sam zabije in je pol sam slabš.
Tako da to je verjetno bomo... kar pri velikih ljudeh, a ne, saj to je. Mislim, ja, samo mogoče drugi ne pokažejo. Ne. Roglič, tudi če danes zgubi, je jutri lahko spet spredi, pa mu ne pade vse v vodo dol. Pač to je veliko. Isto pač je tako. Pač večino teh zmagovalcev je takih. Ne. Tako da ja, pač tukaj jaz mislim, da je bil Ayuso zdaj na koncu, glede na potek dirke, ki jih je imel do zdaj, da je bil kar zadnje atome moči, ki se je videl. On ni mogel za veterju se pelati. Tako da kle mislim, da na Giru bo tudi od njega pričakovati mogoče malo boljš, kot je pa zdaj včeraj pokazano. Tako da bomo mogli dali. Ja. A kakšne te si gledala, Gent, Wevelgem pa E3? Gledala nisem, vem pa pač, da je zmagal. Vem, da je E3 zmagal Van der Poel, pa da je tegale Pedersen zmagal, ne vem pa, a je tegale Gent sploh vozil Van der Poel? Ne, ni vozil. Okay. Isto Van Aert je bil sicer na E3, ampak je prišel direkt iz priprav in po moje tudi zaradi tega prva dirka nazaj pa ni bil najboljš. A na Gentu pa ni bil? Ne, na Gentu je pa ni bil, je bil pa, ker ne bi valjala bolj kao za šprintersko klasiko, je bil Olav Koj zelo dober postavljen, ampak se je razbol in si zlomil ključnico, ki je bil spredi. Tako da ja, so kar mal ta Vizma je kar mal hendikepirana, so dirkali drugače v redu, ampak polk je Pedersen šel, pač vidi se mu, da za Milan San Remo, da se mu ni čisto vse poklopil, ampak da zdaj je pa kar zelo dober pripravljen. Tudi zanč na te E3 je bil edini, ki je probu dokaj slediti Van der Poelu in zdaj se bo videl na Flandriji. Jaz upam, da bomo imeli ta boj. Flandrija v soboto ali nedeljo, ti ga veš točno? Mislim, da v soboto. Soboto. Ja. Mislim, da bomo imeli kar Pogačar, Pedersen, Van der Poel, upam, da se še Van Aert umeša, Gana. Vse več, ki jih je bolj zanimiv, se to je dejstvo. In to bo. Jaz sam upam, da meni od teh nija kakšnega defekta, in da bo tako res ne naredi, no. Fair. Še bolj to. Ja, Flandrija zdaj to, kar so pokazali, mislim, ve se, kje bo Pogačar probal tam, ko bo najbolj strmo na enemu izmed teh klancev, ko mislim, da v ne toliko strme klance bo zelo težko se jim odpeljal, ker te vate, ko pa te fantje zdaj obračajo, to pa pač ni humano, to pa pač, ne vem, ko gledaš in pol da... Zdaj, če že neki krožili neka spraševanja o Van der Poelu, ne, z Milano, San Remo. Kaj? Ja, če ni bil... pač en članek, kjer se povprašujejo, če ni mogoče bil dopingiran, ne. Ampak to je spet to, kar se vedno v kolesarstvu, ko je nekdo boljši od dobrih, ne, od vrhunskih, da se pa je pa kar dopingira, ne, ampak to se hitro začne. Tega spomnim komentiral, kaj brez veze. Sicer, če gledamo pa pol na splošno statistiko, so pa itak vsak let dirke vedno hitrejše, ne. Če si zdaj videl, če primerjava, koliko se v bistvu večajo te povprečne hitrosti. Ampak jasno, se to je meni čisto logično, pravijo to, kakšno reče v lokalu, pa ni dopingiran, daj pogled, kako so se spremenila kolesa, oprema, prehrana, kakšni so zdaj kolesari po konstrukciji, pa kakšni so bili pred toliko časom. In vse to pripelje do tega, jasno, pozicije na kolesu, izkoristek vse moči, kar imaš v telesu, kam gre, ne, tako da... Mislim, če je bilo prej profesionalno, je zdaj šlo na nek čist drug nivo. Ne vem, jaz imam kar na srečo slišan dosti stvari in že iz časov, ko je bil še IM Cycling, to je zdaj, ne vem, po moje skoraj 10 let nazaj. In kam je šla tako od teh, ki so delali za ekipe, ne? Koliko se je spremenil od prehrane do vse. Fizioterapije itd. Pač to navadni kolesarji se niti zavedati ne moramo, ti moraš iti na ših, tu in ti sred si zmatran že, ko greš na kolo. Ja, regeneracija se je v bistvu spremenila najbolj od vsega. Ne? Če imajo od tega, od šotorov do kaj sem česa doma vse, pač overall to, kar pač mi vemo, pa kako poteka, če bi se mi držali tega,
kako bi kao mogli trenirati, ne pa vsi vemo, da ne moreš tako trenirati, ko imaš še življenje. Ja, seveda. Je nivo profesionalnih športnikov oziroma kolesarjev v tem primeru je pa na takem nivoju, da če ne bi bili toliko boljši, pa če za nas ne bi dosegali teh nehumanih časov, bi tako vsak rekel, ja, ok, se jaz, ko sem navožen, grem isto, ne vem, sam minuto Pa sej, če počasneje. bi ljudje spremljali tudi druge športe, se tudi v drugih športih Ja, ja, podoben, sej. se tudi podirajo rekordi na vseh nivojih, ker je podobne stvari se Domam pred uporabljajo. 254 metrov. To smo tudi Fak, včeraj. kaj pristal. Okay. Ja, to so tudi lepe stvari. Ne, tako da ja, jaz v temu ne bi. Skratka, a imaš ti še kakšnega drugega favorita, mogoče za Flandrijo? Ne. Ni brez veze, da nekaj Se bi pravi, šla, teh ker pet. bi šla čist pametvati brez veze. Ja. Jaz še vedno mislim, da se bo stakle najbolj kosala Van der Poel pa Pogačar. No. Ja, mislim. Čistko, kakorkoli. Tako, ampak lahko se pa zgodi še kaj drugega. No. Ja. Ja. Jaz upam, da bojo ostali malo bolj taktično odpeljali, pa da ne bojo dajali toliko smen in da bojo rekli, da je videla sta najboljša, vidva vosta. In da drugi tudi, če bojo, ko se to odcepla, ne, če bojo zraven, da ne bojo nič pomagali. Ja, čistko po mojem ne bo, ker tudi drugi imajo, ker če se tako enkrat udaš, potem že priznavaš, da nisi več najboljši in če si nimaš te samozavesti, da lahko tudi zmagaš, potem Mislim, delaš za ekipo, ne? težji, ne. Ja, ampak še vedno, tako kot si rekel, še vedno so tudi drugi, ne, ki lahko tudi zmagajo. Ne. Sej Pedersen jasno še takoj zanima in zdaj, če bodo vsi ostali tokrat tako malo obupali, To se ne že gre za psihološko, obupati. no, že, ne vem, jaz mislim, da čistko mogoče ne, ampak ja. Ne, pa se vsi vemo, kolesarji, ki daš ti smeno, jo daš tako, da pritiskaš manj kukar, ki si v zavetarju pritisku. Ja, no, seveda, jasno. In Načeloma lahko ne bi tako delaš, počival, ne. Ja. sem lahko tudi. Tako da, mislim, jaz upam, da bo tako, da bo bolj, da bo pač zanimivo, ne, sicer se na koncu vedno pričakujem, da bo Pogačar zmagal, ne, ampak pač tako, hočem samo reči, če gledam, kako, če sem jaz DS ene ekipe, ne, zakaj bi delal z dvema kolesarjema, ki sta po vseh statistikah sta trenutno najmočnejša. Pač ni nobene logike. Zmagati ne moreš, če greš še ti, ki si spredi, če ima res, pač če greš tako, kot sta ona zašla. Ne? Se pravi, sam sebe boš uničil in tekmuješ avtomatsko, pa se pravi, če sta ona dva, greš derkaš za 3. mest. Pač brez veze. Zakaj bi to delal? Ne? No, lahko vi komentirate svoj, kaj vi mislite, kaj se bo zgodilo na derki po Flandriji. Tako da ja. Ja, bo pa v soboto tako, če bo pa vreme, ne, kar kaže zaenkrat, mislim, da nisem danes še pogledala vremenah, se tako brez spreminja, bomo tudi naredili velo izlet, Okay. pa bomo pa gledali Flandrijo. Kam so pa šlo, kam na kocke? Čez Tromostovje pa tam? Ja, čez Tromostovje na sladoled do Vigota ali tam nekega sladoledarja. Gremo na Ljubljanski grad, pa dol, pa še enkrat gor. Nimam še trase, tudi jaz se prilagajamo malo to traso glede na vreme, a ne gremo v konc, kjer malo boljši kaže, ampak če bo kazali na kakršne koli kaplje dežja, ne bo, ker jaz imam dosti dežja za letos. Lej, na Franji letos bo fiks dež? Ja, sej prav, sam ne bom jaz do Franje več trenirala v dežju. Sem se mislim, da se v življenju se ne bi tako vozila v dežju, kot sem se zdajle v soboto. Same pa res, da sem dobila ful dober občutek na kolesu, ne vem zakaj, pač enostavno se ful več upam na kolesu, tudi vidim na spustih, se upam ful več, upam, da bo tako ostalno, ker tako sem se včasih zelo veliko upala, pa po teh, ja, pod kar trki, v teh pacih se pol kaj zgodi, ampak upam, da ne, no. Tako da se mi ful in sem se tudi tako dobro počutila res na kolesu, samozavestno sem se upala v temu dežju voziti, še vedno enemu na Ferangi preklopljena, ker je jim pihali in scal, to je bilo res nevihta in mislim, sem se res pelala zraven 40 na uro lahko za nekom v takem dežju, tako da sem bila kar malo presenečena sama nad sabo. Zanj si me nekaj sprašvala glede blokejev, ne? A si pri sebi že kaj pogruntala? Ja, zdaj sem, pač si malo sem šla v bistvu nazaj v tisto smer, kjer sem imela prej naštiman in ja, sem si ga predstavila tega. Bolj nazaj ali bolj v bistvu,
ja. Jaz sem imela prej blokeje zelo naprej, zdaj sem jih imela po novem zelo nazaj, zdaj sem šla pa na neki vmes, ampak bolj sem si levega sem pustila tako, kakor mi ga je Deja naštimu, desnega sem pa potisnila ga do konca noter, kakor je šlo. Sem se sama malo igrala s tem, še mersa tam neki gledal, kva šraufam. In sem imela zdaj tako izgledali v redu, čuden ni bilo nič, kolen je bil naravnost, tako da zdaj sem... Ko pogledaš pa dol, imaš oba dva glede na pedala isto ven odmaknjena. Ja. Dobar. Tako da je bilo dobro, no. Dobro sem se počutila, nič me ni bolela nobena stvar. Ja, jaz sem imel zdaj klele 4 kolesarje iz ene poljske ekipe, ki so derkali na teli, bila nekaj Adria Cup, so bili in sem vsem mogel nastaviti blokeje in sem malo videl, kako si oni nastavljajo, ne, in sem pol tudi pri sebe, sicer nisem imel veliko fore, ampak sem si dal v bistvu čist nazaj, kakor sem lahko. Se jaz bi tudi to rada, ampak mi nekako ni pol v redu, no, ampak zdaj imam še, zdaj mi moram mersati sedež, da nov sedež dati gor in sem si nekako še zadala eno idejo, da bom zdaj po tem izobraževanju, ki smo ga imeli klele, si bom dala sedež še bolj naprej do konca, kakor prej. Ne vem, če imam sploh še foro, ampak če jo imam, si ga dala še naprej. No, skratka, sem si nastavil blokeje, sem šel včeraj 100 km odpeljati brez problema. Tako da... Jaz bi tudi rada imela blokeje čim bolj nazaj, glih zato, da ne bom toliko na prstih, a ne, in tudi posledično potem s peto, da ne pritiskam toliko dol, a ne, ker še vedno dosti s peto se mi zdi, sploh začne malo kompenzirati včasih, ampak se ne upam več sedeža dvigovati, mogoče zdaj, če bi šla še malo naprej, bi ga še malo dvigali. Tako da bomo se še malo igrali. No. Ja, jaz sem tudi pri sebi opazil, da to tako, ko imam zdaj, ga imam skoraj 2 cm višji od dlan, pa sedeš čist naprej, pa je tako, mogoče bi si ga dal čist malo nižji, sem zdaj, ko sem dal še blokeje nazaj, se mi zdi, da je tudi ta višina, da je malo boljš, tako da bom videl, ampak počutim se pa v bistvu ful dober. A imaš ti kaj sedeš navzdol? Mogoče mislim, spreden konc sedeža je v Wasserwago, no? Tako da mogoče ni navzdol. Se pravi, imaš spreden pa zadnji del Wasserwago? Ne, zadnji ne. Če bi zadnjega gledal, bi bila tako dol. Sam spreden del, veš, kaj lupina ima, zadnji je malo tako. Ja, si zato. Ne, sam ta do sredine sedeža je v Wasserwago. Ja, okej. Ne, to ampak se vam tudi mogoče še za milimetrček mečkam dol dala. No, skratka, jaz sem se počutil ful dobro. Ja, jaz sem kar malo začela igrati. Je pa res, da tudi kakor slišimo in kakor vidimo in vse, mislim, da se ta pozicija na kolesu neverjetno spreminja in... Ja, mislim, jaz sem zdaj profije gledal, ne? Pa rečemo, da Konik, ki ne bi najmanj spreminjal od vseh ekip, saj tako po teh videih, ki sem jih jaz videl, pa ko sem gledal Van der Poola, kako poganja, je imel zgleda pol že prej zelo podoben položaj, kakor ga imajo ostali, ker je šlo tako, da tudi, ne vem, mi smo včasih bili navajeni, da moraš imeti res sedež ful previsok. In se je težko navaditi na to, kako pač oni poganjajo, ne? Ker imajo res... Moramo mi res tudi mogoče malo nehati to kupozvati te profiče, a ne? Ker oni so to je bila tudi zdaj velika debata o temu, vsem so v enih drugih pozicijah, pri njih je prioriteta v prvi vrsti ta aerodinamičnost, kot drugo imajo in vaje in telo. S pozicijo nog nima nobene veze. Ne, ampak celega telesa, ne, če mi pogledamo pol te ročke, pa vse to, kar gledamo, ne, oni so, kot prvo so na telo toliko natrenirani in imajo toliko telovadbe in toliko drugih vaj, da imajo več sposobnosti tega se več prepogniti, več skloniti, hrbet in vse. To smo ogromno v temu in mi zdaj v bistvu bi se radi postavili v pozicijo enega profija, a ne, ampak ne moramo biti, ker naše telo to ne more sprejemati. In to se lahko mogoče eni mladi fantje... Mislim, to je odvisno od posameznika, ja. Je odvisno od posameznika, zato pa je fajn iti na fitting, da ti najprej povejo, jaz ti sploh sposoben biti toliko nizkol, ne. Ampak po drugi strani pa ne smemo, no, toliko imati vsega tega za prmej, da bomo kar pa vse te kratke gonilke, no, to je bilo tudi v temu, zdaj smo se pogovarjali, da je ena zelo velika komercializacija, so delali teste, kjer so dali
No, zelo zanimiv test, ki je bil narejen, je bil test, kjer sta bila testirana moški pa ženska. Ženska velika 1,65 m, moški velik čez 1,80 m in so jima menjali gonilke, dolžine gonilk in so jima dolžine gonilk menjali. Kdo je ta test delal? To so teli fanti razlagali fiterji, ne vem, so oni delali ali so imeli fitere, so gledali preko enih fiterjev, ki so to delali. Okay. To so nekje nam razlagali. Na YouTubu se je pač Ne vem, če je bilo to na YouTubu. To so oni imeli z raziskav narejenih. Niso oni, ne gledajo YouTubov oni. Ja, no, Se pravi, fantje iz Human Performance, ne vem, s kjer raziskave. Okay. Pa lahko se pa probam pozanimati, kje so to delali. Delali so to fitting kot neka fitting, ne na YouTubu, pa kakšen GCN, ne. In sta bila v bistvu, ona dva nista vedela, kaj jim dajo za eno gonilko. Nista videla gonilke, imela sta zakrit. Dali sem pa gonilko od 150 do 180 dolžine. So jima zamenjali. Random, nič postopno na večjo. Enka 180, enka 150, enka 172, se pravi, tako so jima zamenjali in zraven gledali, kaj vrtita. Kadenco, vate, srčni zrib, vse. Je bilo pa je to za par procentov odstopanj od 150 do 180. Ko so jima pa to naredili čez en mesec, ko sta pa vedela, kaj jima menjajo, so bile pa neverjetne spremembe v številkah. Se pravi, vse v glavi. Vse v glavi. Ja. In tudi ta kadenca, da bi se zdaj neki noro spreminjala in ne vem kaj. Ja. Se mi zdi, je pa zadeva, se danes to prodaja, se je Mirsad sam lepo prav, enostavno gonilk 170, 167, ni več za dobiti. Če jih hočeš imeti, jih moraš doplačati, fajn masno in tako dalje. Tako da to je ena stvar, ki je biti malo zapozoren, pa ni kar red, pa kar zamenjati gonilko, zato ker voz Pogačar 165, pa dajmo vsi 165 voziti. Ne? Ja. Se mi zdi, da največ, če gledam jaz pri sebi, jaz raziskujem samo takrat, ko vem, da bi se lahko boljš počutil gor. In tudi te blokeje, pa to jaz imam z levim kolenom, še zdaj imam kdaj neke težave in pač zaradi tega sem pač probal in mi je bilo boljše. Veš, ko imaš položaj, pa ti je v redu, pa še vedno pa še tako. Tako da bi se jaz pri sebi mogoče zaradi tega. Kar se tiče pa tako položaja in vsega, pa to, kar si rekla, z leti, kakšen položaj lahko držiš, ne, je pa se mi zdi, da največ pomaga določene vaje, raztegovanje itd. Meni že to 10 minut zgodaj zjutraj, ko naredim, mi ful pomaga v primerjavi, pa zdaj, ko sem, ne vem, 1500 km naredil, se takoj lahko bolj aero držim na tem položaju, ki ga imam. Ne rabim si še kaj spreminjati, ampak avtomatsko, tudi če imam udoben položaj, jaz pri sebi na bajku v primerjavi, tako kot sem ga imel, ne vem, 50 let nazaj, ne, se še vedno lahko spravim v bolj aero položaj šele zdaj, ko sem naredil to kilometrov. Zdaj, če gledava lan, ne vem, 300 kilometrov, ko sem jih imel, če sem jih sploh imel toliko do zdaj, pa če jaz nisem mogel držati, ne vem, spodi ful dolg cajta ali pa kukarkoli. Ja, se pravim, da treba je biti pač na sebe, pa gledati, da smo še vedno rekreativci, pa da nam je še vedno dober, ne pa da bomo, ne vem, bili zgledali k Roglič ali pa k Pogačar na kolesu. Ne. Sama pa dobro veš, da vsi pa hočemo iztržiti največ iz sebe in biti najhitrejši, kakor smo lahko. In to pa se zgodi sam tako. Jaz največ, kar lahko primerjam, jaz ne morem po drugih, ampak največ lahko po sebi. In jaz vem, da takrat, ko sem res dober treniral, avtomatsko, jaz sem lahko pustil hrano, rečemo, da sem vsaj približno ok jedel, ampak največ, kar sem delal je, jaz sem se valčkal vsak dan, raztegoval, polha nekih obveznosti, ki jih imaš, ki jih pol, ki ne treniraš, jih ne delaš več. Isto, ne vem, glih včeraj sem snemal za ta nov vlog, dodatke vse, kaj jih jemljam. Jaz takrat, ko ne treniram, jaz nič dodatkov ne jemljam. Razen elektrolitov, ki jih dam v bidon, jaz ne jem ne proteinov, ne gejnerja, ne vitaminov, vse bi bilo brez veze, da bi neki dodali, vse to je, eno je prehrana športnikov, druga pa prehrana splošnega populacije, ni ista. Ko smo imeli predavanje, zdaj v prehrani je bila prva to stvar, ki je bila poudarjena. Ne, ker se mi zdi, da
Če ne drugega, sem že toliko škrt do sebe, da se mi zdi, da denar stran mečem, če jaz takrat neke dodatke, rajš si naredim solato, brez veze stret in je to. Točno to, zakaj? Saj tudi načeloma to dodajanje je, to sva že enkrat govorila o tej prehrani 100-krat že v bistvu, no. Dodajanje tudi športnika je treba najprej preveriti krvno sliko, pa videti, kaj dodajata, ne. Oziroma tudi imeti nekega dietologa, nutricista, da ti pove, a je to smiselno, nesmiselno. Ogromen stvari je samo ena komercializacija in zato, da se prodaja in nič drugega. In je treba pač vedeti, kaj pa kdaj imeti. Skratka, jutri prva velorunda, oziroma vi boste to gledali danes, prva velorunda, se pravi tork. Ja, dej ven, čim prej. Jim Beam, bom videl, a bo jutri, a bo pa za v četrtek bojo dali tele hoboke zapiti, tako da samo toliko, da ste vsi obveščeni. Jutri ne vem, a jim bo že ratal poslati. Tako da, to je to, imaš kaj? Ja ne, štart je o 4:30, to me non-stop sprašujete, Čak, pa skozi objavljamo. Tudi zdaj o 7:30, ko je do 7:30 dan? Sej je vse en, pa je hladno, pa je mrzlo, naredimo ene, kako smo rekli, eden do 3x3 tedne, odvisen od vremena in vsega bomo tako naredili, zato ker je tudi dostkrat pol popoldne, se tudi za jutri je popoldne, četrtek, tudi malo že možnost poslabšanja vremena in tako, zato da se hladno je že zvečer, zato se pač pol ure prej štart. Vse vedno objavljam, skozi je objavljen v storijih, na Instagramu pa na Facebooku, več dni zaporedoma. Velobar. Imate v opisu. Ja, dajte 16:30, jutri kle se zberemo, naredimo 2-3 skupine, odvisen koliko nas bo. 16:30 je že štart, tako da pridite malo prej. Tako. Ja, in gremo klasično našo traso na Pance, a mi imamo kje GPX te trase? Ja, ti ga imaš zih? Ja, ne, ampak na spletno stran, kam bi ga dal? Dej ti na tvoji strani, jaz tem kar kle skrucala zdajle. Dej nared eno malo bolj, da se najde te vloge. Zakaj nimaš v glavnem meniju noter? Ampak meni sploh danes ni odpiral. Kako ti ni odpiral? Ni mi odpiral. Blogo? Ne. Na telefonu. Ok, bom pogledal. Mi je skozi ponujal, sam ven ponudbo mi je metal majce, čelade, ko sem gor klikal na extra articles ali kako že, ko imaš pod vlogi. Ok, bom pogledal, no, sem načeloma čist. Bi bilo pa fajn, če bi bil kar v glavnem meniju imel od spodi evo, do jutr, ko te vi to gledali, bo že prvi link v opisu, bo že GPX file, pa malo opis trase. Se dosti je sam že, ja, da bi imeli nekam na obe dve, sicer uno moramo še zvozati, da pol dobimo ta GPX. Ja. Se tu uno smo šli, ni ja, bomo malo zakrožili po barju, pa šli gor, to, da se naredi, da bo res 50 km. Ok, nič. Tako da, to je po moje to. To je to. Do naslednjič, če rabite karkoli za Pruvda, Zihrlova 10, servis, se pravi generalna servis koles, pa pokličite Merseda. Sam pričakujte cirka 10 dni, tako da se naročite malo prej, preden bi šli radi ven. Ja. Tako da, nič. Ja, hodila sem ti povedati, priprav se za četrtek. Sej bom, jaz imam intervale že prej. Ja, to je se izgovori spet. Kaj se moramo pripravljati? Gledamo četrtek, ja, gremo gor na Lipoglav. Ja, vem, sej tam je runda. Ok. Dobro. Gremo v isti skupini. Petra, meni je vse. Evo, v četrtek bom že ježa, ker klanc glih prej je bil en gospod, ki je majico vzel in sem mu glih tudi njemu rekel. To je pa je bil direkt, tam smo bili doma včasih. Najslabši klanc meni pa je kratek, pa ga toliko sovražim, že sam, da ga pogledam gor, bo na kozlanje mi gre. Res, to je pa klanc, ki rajš bi šel z une strani, ki je bolj strm, iz Grusupla gor. Aha, tam čez tisto... Ja, čez voznico pa čez undel, mi je 5-krat lepši klanc, tkle pa ne vem, sam da vidim, jaz uno Magdalensko goro. Ja, pač bojiš se, zato ker ne moreš. Ja, ni mi klanc. Ne moreš tako hitro čez njega čez na Pance. Je to itak, da ne.
Če je strmo, če je 15% vmes. Ja, ampak časi so pa glih taki približen kot na pance. Na odseku. Kako? Ja, ker no ja, je malo več, no, kot ta najboljše, ampak ni spet taka velika razlika. Ček, ne razumem. Se pravi, odsek na pance pa odsek do vrha tega lipoglava ni toliko velika razlika v času. Ja, sam je pa, če gledava, kakšen je klanc, je pa čista razlika. Je sej, Je to pa smo tako- hoteli. Ja, sej, super. Jaz se ne pritožujem, runda je runda. Pa ne se ustraša tega klanca, no, že se ga boji. Ne, Ne, meni gre samo na etra, jaz ne, da se ga bojim. Se Pa ne leze treba ti gre, itak ker vsak spod gor. njemu od spod živel, mogoče tudi malo to, da si ga se res veliko Jaz najedel. sem takrat gor intervale Ampak to se delal. pravi, da si v Še ko sem prednosti, dirkal. v prednosti si tokrat si ga že izvozil, moraš ga obvladati na pamet. Ne, meni pač za dol mi je super, ker sem že letel čez 90 na uro tam po hosti noter. In to si letel pol kle na koncu. Ja, zandev. Ja. Ja. Pa mislim, da imam kom dol iz Lipoglava do Šmarja. No, dol ne delamo komo. Ja, se vem. Se to je en. Rad bi pohvalil še unga gospoda, ki je komentiral, da se ne dela takih neumnosti, ki sem jih zanč na podcastu povedal, da govorim, koliko sem divji za dol. Tako da sam še gor delamo kome, za dol največ. Se jaz to skozi govorim. Ja, saj. Hvala, gospod, da ste to povedali, da še kdo drug, da ne sam jaz. Tako da nič, jaz bom shujšal za enih 20 kil do četrtka in pa bom gor letel. To pa ja. Nič, uživite do naslednjič. Čau. Čau.